Zdaj bom pa na oder povabil naslednjo predavateljico, in sicer docent dr. Katjo Groleger-Sršen, zdravnico, specialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine in vodjo oddelka za rehabilitacijo otrok na URI Soča. Raziskovalno in klinično se ukvarja z različnimi motnjami v razvoju, posledicami poškodb in bolezni na gibalih in živčevju pri otrocih, s psihosocialnim stanjem otrok z motnjami gibanja ter z oceno različnih terapij v razvojni medicini in pa tudi z motnjami hranjenja pri otrocih z motnjami v razvoju. Poleg tega pa je tudi predavateljica učenja plavanja po metodi Halliwick. Ne vem, kako ste se govorili. Halliwick, v redu. Torej, predavala bo o tem, kako gibalno ovirani otroci doživljajo svoje telo in mogoče tudi, kako to vpliva na njihovo identiteto. Ja, evo, no. Izvolite. Najlepša hvala. Tole je bilo kar preverjanje artikulacijskih zmožnosti, hitrosti govora, tako da fizikalna in rehabilitacijska medicina je v resnici kar zahteven, kompleksen področje. Takole, da vidim multitasking, če deluje. Ja. Govorila bom o skupini otrok s cerebralno paralizo, zato ker je to morda taka dovolj homogena skupina otrok, da lahko potem z razumevanjem njihovih težav, njihovih ciljev v programih učenja, ne samo rehabilitacije, da si lažje predstavljamo tudi, kaj ponuditi potem drugim otrokom, ki na podoben način funkcionirajo. Tole je samo en del vseh težav, s katerimi se soočajo. Se pravi, zaradi okvare možganov pride do težav na področju načrtovanja gibanja, hkrati do težav zaradi okvare možganov pride tudi do seveda težav na področju razumevanja svojega telesa, občutenja. Vid in sluh sem posebej izpostavljam, ampak v resnici je težko tudi jim čisto dobro razumeti položaj sklepov, kje obremenijo svoje telo, kako v bistvu podporno plosko izkoristijo za to, da se začnejo gibati, kako načrtovati gibanje in tudi kako ga prilagajati ves čas medtem, ko se gibljajo. Sočasno s tem otroci, ki imajo več težav, razvijajo tudi hude težave na področju hranjenja, komunikacije, tako da mislim, da si lahko predstavljate, kako kompleksne so lahko težave. Pa vendarle so to otroci, ki si zelo dobro predstavljajo, kaj bi radi dosegali. In zanimivo je bilo, ko smo jih spraševali, kaj so njihovi cilji v rehabilitaciji, znajo sorazmerno s svojimi težavami zelo dobro povedati, kaj bi se radi naučili. Ali morda obleči se, ali morda se naučiti na drugi strani zavezati čevlje. In ti njihovi cilji so bili povsem sorazmerni z njihovimi težavami, realni, morda celo bolj kot naši ali pa cilji staršev, kar pomeni, da ti otroci, ne glede na to, koliko težav imajo, v resnici zelo dobro razumejo svoje telo in iz tega tudi dobro izhajajo. Tole mogoče za začetek, seveda se gibanje ne začne šele potem, ko se otroci rodijo, to si vsi predstavljamo, vemo, kako izgleda, ko se začuti otroka, ko brca, v resnici začnejo zelo zgodaj. Vidite, da so čisto prvi gibi tam že 7., 8. teden gestacije, že kar kompleksno, celostno gibanje se pojavlja tam že po 8. tednu. Se pravi, so možgani v tem delu že kar zreli, zmorejo voditi otroka v eno gibanje, na ta način dobijo otrok tudi občutke o tem, kako njegovo telo funkcionira, kaj lahko z njim naredijo. Zelo hitro se vzpostavi bolj ta grobi motorični del, rečemo, kasneje, pa pravzaprav šele taki bolj sofisticirani gibi, se pravi in gibi rok in zmožnost požiranja. Zanimivo, recimo, ko sem rekla, tako zgodaj začnejo z enim celostnim spontanim gibanjem, to je pravzaprav nam zelo zgodaj en odraz dobre funkcije možganov. Se pravi, če se otroci gibljajo tekoče, gladko, če njihov repertoar gibanja
spremenljiv, prilagodljiv glede na okoliščine, vemo, da možgani pravzaprav dosti dobro funkcionirajo. No in ko se pogovarjamo o tem, koliko pravzaprav med seboj funkcionirajo v tem smislu, kaj mi občutimo in kako razvijamo gibanje, je tukaj ena zanimiva študija, ko so gledali, kako se to spontano celostno gibanje razvija pri otrocih, ki so slepi. Profesor Prehtel, ki je sicer že pokojni, ampak začetnik te metode ocenjevanja, je speljal s kolegi to študijo in ugotovili so, da so otroci v čisto začetnem delu razvoja pravzaprav kazali dosti podobne gibalne vzorce, kot sicer otroci, ki so zmogli dobro videti. Pri 2 mesecih so pa že videli zaostank. Predvsem so težje vzpostavili nadzor gibanja, nadzor položaja in videli tudi, da je to drencanje, to je en poseben način gibanja, drobni cirkularni gibi, ki jih vidimo tam okrog 12. tedna po rojstvu, da je bilo to videti pretirano s preveliko amplitudo. Se pravi, morda iz tega lahko razumemo, kaj to pomeni, če ne vidimo že tako zgodaj v začetku razvoja. In tudi kasneje se je kazalo, da otroci, ki ne vidijo, težje razvijajo dosti učinkovito gibanje v prostor. Videli so, da je bilo več teh značilnosti ene ataksije, nezmožnosti dobrega uravnavanja, tako proprioceptivnega kot ravnotežnega sistema in da je bila zgodna koordinacija vida pa gibanja pravzaprav tudi spremenjena, upočasnjena, več težav so imeli. Težji so, ki se res znajdeli v prostoru. Vemo, da je pravzaprav to, da otrok vidi igrače ali pa predmete v prostoru, za njega en velik motiv, da se začne gibati v prostoru. Če seveda razmišljamo tako bolj kasneje v razvoju. Prej seveda najprej vidi mamo, pa druge stvari okrog. Pa je že ta vzpostavitev enega očesnega kontakta, začetni del usmerjenega gibanja, v tem smislu tudi socialnega razvoja. Ko sem omenila okvaro možganov, vemo, da so zaradi različnih vzrokov možgani lahko okvarjeni ali predvsem v skorji, ali gre za okvaro bazalnih ganglijev, ali gre za okvaro malih možganov. Glede na to imamo lahko tudi zelo različno sliko, če gledamo samo gibanje. Gibanje je tisti prvi pokazatelj, kako ti možgani funkcionirajo. In že tukaj vidimo, da je ta skupina otrok vseeno kar raznolika, čeprav vemo, da je približno 80% otrok v tej skupini s cerebralno paralizo vendarle ima okvaro skorje in povezano s tem običajno tudi dosti podobne težave pri gibanju, pri občutenju. Tale razvoj si gotovo vsi lahko prekličemo v spomin, kako se otrok postopno uči vzpostaviti položaj glave, trupa, se naučiti obrniti po vzdolžni osi, pa potem iti v višje položaje. In tle po desni strani so samo našteti vsi različni patološki načini gibanja, ki jih ti otroci zaradi okvare možganov razvijajo. Vsak morda malo drugačen, pa kljub vsemu lahko najdemo ene skupne izhodišča, skupne značilnosti, na osnovi katerih potem skupaj iščemo tudi možnosti, kako otrok vendarle biti bolj učinkovit pri vzdrževanju posameznih položajev, pa učenju gibalnih vzorcev, ker je to osnova za to, da mi en kup stvari v življenju lahko počnemo. Ti otroke, glede na to, koliko imajo težav, razvrstimo z eno lestvico, ki je rečemo sistem za razvrščanje otrok s cerebralno paralizo glede na grobo gibanje v eno od 5 stopenj. Sorazmerno z okvaro možganov pomeni, da imajo otroci v 1. in 2. stopnji zmorejo pravzaprav samostojno hoditi, razlika je v kakovosti gibanja, v tem, koliko so učinkoviti, koliko se utrudijo, do 5. stopnje, kjer pa vemo, da otroci ne morejo niti dobro vzdrževati položaja glave in trupa, rabijo sedenje, rabijo zelo zahtevne pripomočke in običajno pri njih tudi srečamo zelo izrazite težave, tako na področju komunikacije, hranjenja in ostalih težav. Skočim na začetek, takole malo schematsko, da spomnim, da pravzaprav seveda, ko se otrok rodi, njegovi možgani še niso zreli oziroma morfološko povsem enaki, kot kasneje v odraslem obdobju. In če bi primerjali otroka po nekem inzultu oziroma ali okvari zaradi pomanjkanja kisika ali pa krvavitve, gotovo ne bomo dobili čisto enake slike, enakih
posledic, kot bi jih sicer videli pri odraslem, ko se mu zgodi recimo možganska kap. Zakaj? V začetnem obdobju imajo otroci v bistvu funkcijo roke, dobijo inervacijo iz obeh polovic možganov. Ne govorimo o ips in kontralateralni povezavi in šele s časoma se potem nekje ustali ta kontralateralna povezava. Kaj se zdaj zgodi, če pride do okvare? Zelo različno. Če gre za manjšo okvaro, bomo mi morda videli, da bo kljub vsemu se ustalila ta kontralateralna povezava. Kadar je okvara večja ali pa na točno specifičnem mestu, bo pa morda inervacija pravzaprav za obe roki iz iste polovice možganov. Gotovo si lahko predstavljate, da to pravzaprav potem kar pomembno vpliva na to, kako otroci funkcionirajo in kako lahko izkoristijo različne informacije, ki jih dobijo in tudi kako usklajujejo potem koordinacijo gibanja obeh rok. Tole samo schematski oziroma slikovni prikaz, samo iz tega, koliko velika je okvara v možganih, ne moramo predvideti, ali je ta kontralateralni traktus ohranjen ali ne. In Štaudt in kolegi v Nemčiji, ki so delali študijo, so ugotavljali, da otroci z ipsi pa kontralateralno stranjo v resnici malo drugače napredujejo, malo drugače se učijo potem tudi bolj zahtevne gibe in tudi drugače se odzivajo na terapevtske programe, ki jim skušamo pomagati, da bi bila funkcija roke bolj učinkovita. Rekla sem seveda ne samo gibanje, ampak tudi občutenje telesa. Tukaj pravzaprav je ravno tako isti problem, s tem, da somatosenzorne poti počasi šele vraščajo in se lahko zgodi, to je Kostovič že kar dolgo let nazaj raziskal, da ta traktus pravzaprav obide okvaro in vendarle ostane potem, oziroma se razvije ta kontralateralna pot. Kar pomeni, da če si predstavljate, da imaš za načrtovanje gibanja iz ene strani možganov, niti je občutenje gre pa v drugo polovico, je še toliko bolj težko skombinirati vse te informacije in razmišljati, kako bo še res učinkovito roko uporabil. Mi čez roko cel svet raziskujemo, Oči so gotovo zelo pomemben dejavnik, ampak tudi naša roka igra pomembno vlogo. In seveda se v programih rehabilitacije že kar dolga leta ukvarjamo s tem, kako bi izboljšali funkcijo roke. Kar pomeni ne samo v teh običajnih vsakodnevnih aktivnostih, se pravi obleči se, sleči se, umiti si zobe, počesati, si zjutraj pripraviti zajtrk, napisati kaj lepega ali pa natipkati, v današnjem času obvladati telefon. To so vse stvari, ki si mislim, da noben od nas ne predstavlja, da bi lahko funkcioniral brez njih. Taup je že dolgo nazaj pravzaprav ugotovil, da če mi za en krajši čas omejimo funkcijo roke, ki je sicer dobra v funkciji, se pravi brez težav, zato da bi mi spodbudili to roko, ki je okvarjena, da se v resnici funkcija te okvarjene roke vsaj majčkeno izboljša. In De Luca je pravzaprav znal potem to malo boljše razložiti, namreč te otroci se podobno kot mi obnašamo, mi z eno roko, ki je dominantna, speljemo en kup stvari in smo z njo spretni, druga pa pravzaprav igra podporno roko, razen mogoče glasbeniki, ki so res spretni z obema rokama, ampak večina običajnih ljudi ima eno dominantno roko, ki je dobro spretna. Pri teh otrocih se pravzaprav podobno dogaja, ena roka je zelo spretna, druga s težavami, manj učinkovita, ampak jo s časoma vidimo še manj začnejo uporabljati. Se pravi, gre za neko naučeno nerabo. In z tega so kolegi potem izhajali, da bi morda v terapevtskem programu otrokom na zdravo roko dali rokavico in jih pravzaprav spodbudili za to, da bodo bolj aktivni. Takole, bo preskočili. Zdaj tudi sistematične študije kažejo, da je to res zelo učinkovito. Glede na velikost kroga vemo, da je bilo veliko randomiziranih študij narejenih in ta terapija z omejevanjem je zelo učinkovita. Kaj pa te nove terapevtske metode? Robotika je recimo ena taka od zelo učinkovitih, vendar je študij še premalo, da bi bili čisto povsem prepričani, kaj se tam zgodi. In če se vrnem na vid, na ta senzorni del, 3/4 teh otrok, kjer je prišlo do okvare možganov na eni polovici, se pravi, da govorimo o hemiparezi, ima tudi motnjo vida, ali sam pozornost ali pa prav izpad vidnega polja, se pravi, je
Seveda to vpliva na njihovo gibanje, ne? Dodatno, poleg tega, da gre za okvaro gibanja in občutenja, se poleg tega pojavi še težava z vidom, kar pomeni, da enega dela vidnega polja ne bodo videli dobro, ne bodo dobro razumeli. Zdaj, seveda nas vedno zanima, koliko lahko tudi objektivno dokažemo, ne samo čez funkcijo, da se v resnici funkcija roke izboljša. Frilova s kolegi je pravzaprav lahko tudi z enopulzno transkranialno magnetno stimulacijo dokazala, da se v resnici pri takem treningu poveča polje, del v skorji možganov, ki je zadolžen za tisto funkcijo roke. In da predvsem je pomemben dejavnik bil, da je bila ta terapija strukturirana, se pravi, da je imel otrok točno določena navodila, kaj početi, da je bil angažiran, da je bil sam aktiven, da je upošteval, kaj sam zmore in izhajal iz svojega telesa. Če jih pustimo, da so sicer aktivni, ampak to ni strukturirano, je bil učinek precej manjši. Vid sem zdaj že parkrat omenila in recimo na tem programu en poseben robot obstaja, kjer so otroci z roko vpeti in igrajo igrice, kar pomeni, da so motivirani, pripravljeni velikokrat ponoviti in se je izkazalo ne samo, da se je izboljšala funkcija roke pri določenih testih, ampak da se je v resnici izboljšalo tudi njihovo delovanje na drugih področjih, ki jih tisti hip niso trenirali, se pravi recimo pisanje ali pa zmožnost razučevanja dveh vidnih držljajev. Verjetno zaradi tega, ker je bila ta povratna vidna informacija tako intenzivna in tudi so jo morali uporabiti za to, da so odigrali tisto igrico in simbolike, ki jih vidijo na ekranu, pravzaprav spodbujajo njihovo vidno pozornost. Se pravi, spet malo pokažemo na to, kako je pomemben upoštevati vse te informacije, ne samo o tem, kaj roka počne, ampak jo usmisliti s tem, kar seveda vidimo. In te otroci sami po sebi, brez tega treninga, pravzaprav malo pozabijo na to roko in je ne vključujejo in zdaj seveda ugotavljamo, da ne gre toliko samo za posledico okvare primarne motorične skorje, ampak da gre tudi za kombinacijo motnega načrtovanja gibanja, kjer tudi pravzaprav izpad vidnega polja lahko igra pomembno vlogo. To so tudi v eni od drugih študij raziskvali in potrdili. In izkazuje se seveda ta povezanost med eno in drugo polovico možganov ravno v tem načrtovanju. Še ena taka podobna študija na tem robotu je bila, kjer so ugotovili, da imajo otroci težave z načrtovanjem, pričakovanja aktivnosti, se pravi, ko vidijo, kaj bojo mogli narediti, si zamislijo aktivnost roke in potem je to v resnici težko speljevati dovolj hitro, dovolj učinkovito, se pa da njihovo funkcijo izboljšati. Zakaj? Še druga skupina otrok, govorila sem zdaj o otrocih s hemiparezo, tudi ti otroci, ki imajo okvaro na obeh straneh možganov, imajo pogosto težave z vidom. Ali gre za skupino otrok, kjer je funkcija nog slabša kot funkcija rok, govorimo o diparezi, ti so večkrat daljnovidni, škilijo, imajo težave s pozijo. Ti otroci, ki imajo hujšo okvaro, so pa običajno kratkovidni, imajo lahko tudi centralno okvaro vida, težave z barvnim vidom. Se pravi, to seveda vpliva na njihovo funkcioniranje in to pomeni, da grejo težje v prostor, si težje zamislijo neko gibanje oziroma ga težje tudi popravljajo. Tako da govorimo o več težavah, se pravi ne samo na področju zaznavanja držljajev, ampak predvsem razumevanju teh držljajev. In potem seveda posledično vidno gibalne integracije. Kaj lahko naredimo? Upoštevati moramo, da imamo dve različni poti v možganih za procesiranje različnih vidnih držljajev. Ta ventralna pot predvsem skrbi za procesiranje držljajev v smislu barve, površine, oblike. Dorzalna, ki je predmet, kako se giblje. In pri otrocih, ki imajo težave na tem področju, seveda bojo jim predmet težko prepoznali, predvsem pa, kam se ta predmet giblje. Zelo praktično, tudi tak otrok, ki zmore hoditi, bo imel težave iti čez cesto, ker bo težko ocenil, od katere strani prihaja avto oziroma kako hitro se približuje, a že gre lahko čez cesto ali boljše, da počaka. Zelo praktične stvari,
tem otrokom je še toliko težji. Zato tudi potem razmišljamo, ker seveda zelo težko sami povejo, kje ima težavo. Vidimo pravzaprav izvedenja in razmišljamo, kako jim pomaga, da so bolj učinkoviti. Recimo tako, da zmanjšamo količino vidnih dražljajev, da zmanjšamo okrasitev predmetov, zato da so te informacije čim bolj jasne, čim bolj ven stopijo in se na račun tega bistveno lažje potem znajdejo v prostoru, pa je zdaj to lahko terapevtski prostor ali pa domače okolje. Isto velja, ker sem rekla terapevtski prostor, recimo tudi za vadbo hoje. Še en drug tak robot, ki ga uporabljamo, je lokomat, kjer otroka vpnemo v sistem, zato da lahko spet dobimo dovolj veliko število ponovitev, da se ta vzorec hoje spremeni, izboljša, da dobijo kondicijo. Tudi tukaj je seveda lahko težava, če ti težko razumeš prostor oziroma sliko na ekranu v smislu navidezne resničnosti, potem težko speljuješ gibanje. Tole je tak primer. Seveda so kolegi razmišljali, ko so razvijali lokomat, tole hočem pokazati samo to, da ko so začeli razmišljati, da bi tudi otroke s cerebralno paralizo vključevali v ta del programa, so vzporedno s tem morali razviti tudi programe za navidezno resničnost, ker seveda otroci ne bodo hodili kar v robotu, zato ker mi mislimo, da jim bo pomagali, mora jim biti lušten, zanimiv in tudi tukaj je treba upoštevati potem, koliko zmorejo videti, na kakšen način vidijo, kako potem to vpliva nazaj na njihovo gibanje. Podobne težave bomo imeli tudi na področju komunikacije. Otroci, ki imajo več težav pri gibanju, imajo običajno tudi več težav, ali sam pri artikulaciji, pri formiranju glasu, še posebej, ker je izpih običajno zelo moten, fluentnost govora je s tem tudi povezana, lahko imajo tudi pragmatične pa socialne težave. Se pravi, to njihova okvara možganov vpliva tudi na to, kako zmorejo z govorom sporočati, kaj si želijo, kaj bi jim pomagali na ta način. Moramo razmišljati tudi, kako jih podpreti s sistemom za nadomestno komunikacijo, kadar sami ne zmorejo govoriti. Tukaj spet trčimo v to, koliko dobro sploh slišijo, koliko dobro vidijo stvari, ki se jih ponudi v prostoru, a zmorejo pravzaprav sami te informacije dovolj dobro uporabiti ali moramo ponuditi kakšen pripomoček za nadomestno komunikacijo. Samo za občutek, polovica otrok samo je brez težav, to je bila ena norveška študija, 20% je takih, ki sploh ne zmorejo govoriti. Se pravi, moramo tudi za njih razmišljati o tem, kaj jim ponuditi. Lahko so to grafični simboli, lahko je to računalnik in spet pridemo na to razumevanje prostora, razumevanje vidnih informacij, koliko jaz to lahko uporabim za to, da zmorem komunicirati in pri tem, da sprožim komunikator, a zmorem roko premakniti ali se lahko dotaknem simbola ali morda lahko uporabim spet vid za to, da sprožim simbol. Tukaj je nekaj primerov, kako sprožimo ta sistem za nadomestno komunikacijo. Tole je še en zelo poseben sofisticiran sistem, kjer lahko samo s položajem oči otroka aktivira aparat za nadomestno komunikacijo in na ta način komunicira. Začeti moramo na začetku, kar pomeni, da se mora otrok navaditi najprej odzvati na nek držljaj, držati tam nekaj časa oči, razumeti, da on s tem, ko spremeni položaj oči, lahko potrdi ali pa izbere določen simbol. In šele na koncu, ko so to res pravzaprav dobro utečene aktivnosti, zmore tak računalnik upravljati z očmi tako učinkovito, da zmore tudi komunicirati. Časovno? Malo za občutek, koliko pravzaprav je funkcioniranje teh otrok zaradi okvare zelo kompleksno. Morda vseeno se moramo zavedati, da so to otroci, ki sami težko povejo, ki imajo težave, se pravi, moramo mi iz vedenja, iz tega, kako funkcionirajo v igri, prepoznati njihove težave in jih podpreti. Zdaj, kdaj vemo, da smo ujeli ta pravo stvar, ko otrok to začne uporabljati, ko sam morda še razvija dodatne strategije in predvsem, ko se sprosti, ko vidite, da je dobre volje, ker v bistvu razume, da smo ga razumeli. Za zaključek povem sam primer enega otroka z eno hudo distonično, diskinetično obliko cerebralne paralize, ki smo ga srečali, ki je bil zelo majhen, izredno jokav, občutljiv otrok. Ko smo z leti razvili za njega sistem za nadomestno komunikacijo,
Zdaj, s pomočjo tega v bistvu obiskuje šolski program, ampak že zelo hitro se je v bistvu videlo, da je kar naenkrat postal tu prijazen, nasmejan otrok, umirjen, ker je zmogel povedati, a mu je prav ali mu ni prav, kaj si želi, kaj bi še, česa absolutno ne mara. Tako da, ko smo rekli, kako otroci sebe razumejo, v bistvu kar dobro, mi se jih moramo naučiti razumeti. Tako da hvala za pozornost. Najlepša hvala. Torej, gremo kar naprej na vprašanja. Prvo vprašanje se glasi, pri kateri vrsti gibalne oviranosti se pri otrocih kaže največ težav s telesno shemo? V bistvu je težko reči čisto vrednotiti. Mi si predstavljamo, da kadar ima otrok več težav, in to pomeni, da se težje postavi v prostor in težje premakne, da imajo več težav. Mogoče je to eno od meril. Zdaj, če bi razmišljala o skupini otrok s cerebralno paralizo, gotovo ti otroci, ki so uvrščeni v 4. in 5. stopnjo, se pravi, ne zmorejo sami stati in hoditi. Potem je pa še ena skupina otrok, tudi funkcijsko pravzaprav podobna, s hudo okvaro bazalnih ganglijev ali pa malih možganov, s hudimi motnjami ravnotežja, z nehotnimi gibi. Ti imajo gotovo tudi izredno veliko težav, tudi na vseh ostalih področjih. Ja. Še eno vprašanje je, če morda opažate, da imajo otroci s cerebralno paralizo zaradi prisotnosti govorno-jezikovnih motenj, kakor se to zdaj meni dogaja, tudi bolj pogosto duševne motnje in težave pri vključevanju v družbo. Ja, gotovo. Kar veliko otrok je to sorazmerno, še posebej, če gre za okvaro skorje, pa zelo izraženo spastičnost. Ta skupina otrok je gotovo bolj v tem smislu celostno, na vseh področjih ima v bistvu težave, no? Če tako poenostavim, se pravi, manj, ki se zmorejo gibati, manj običajno tudi res razumejo stvari in jih zmorejo reproducirati. Povsem drugačna je ta skupina z okvaro bazalnih ganglijev, ki izredno dobro lahko razume stvari, gibalno pa ravno tako zelo malo zmorejo. No? Tako da je treba razumeti, nekje okvara v možganih in kaj potem lahko pričakujemo. Morda z te praktične strani pa vendarle, ko pristopiš k otroku, ki je na vozičku in se ne zmore gibati, ne moreš vnaprej vedeti, kaj razume, ne moreš vnaprej predvidevati povsem zagotovo, kaj bo zmogel sporočiti nazaj. V glavnem nas presenetijo, tudi nas, ki se ukvarjamo z njimi, tako da zmorejo precej več, kot bi si predstavljali. Ja, hvala. Prosim. Mogoče bi se še navezal na to, ko ste rekli, da imajo potem recimo veliko okvarke in področne težave. Naslednje vprašanje pa v bistvu sprašuje potem, kateri strokovnjaki sodelujejo pri v bistvu terapiji in rehabilitaciji otrok s cerebralno paralizo. V resnici je kar širok tim. Zdaj ti zdravniški bi si seveda zlahka vsi predstavljali, se pravi specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine pa sestre, fizioterapeuti. To mislim, da je refleks od vseh, vsi vemo. Pri delovnih se pa srečujemo veliko, da pravzaprav ljudje niti ne vejo, kaj počnejo delovni terapeuti, logopedi, psihologi, socialni delavci, specialni pedagogi, inženir ortotike in protetike, skratka res en širok tim, zraven se pravzaprav zdaj v zadnjih letih zelo dobro povezujemo za specifične probleme, tudi pač s točno določenimi profili kolegov na pediatrični kliniki, z vrtci, šolami, tako da je, ko sestaviš ta cel tim, pravzaprav zelo obsežen. Za vsakega otroka skušamo posebej razumeti, kje so njegove prednosti, šibkosti, kje mu lahko pomagamo in se potem glede na to tudi vključujejo različni člani tima. Najlepša hvala.